Prejšnji mesec ste lahko slišali prvi del pogovora z direktorjem izjemno uspešnega podjetja za prezračevanje iVent Milanom Kusterjem. Danes pa sledi drugi del. Celo na alergije lahko vplivate pozitivno, seveda, kaj ne? Absolutno. Ko je prezračevalni sistem vgrajen, to deluje tako. Torej, bistvo dobrega prezračevalnega sistema je to, da ti niti ne veš, da ga imaš. Zdi se ti vse samoumevno. Prvič ga ne slišiš, drugič ni nobenega prepiha, tretjič ni nobene izgube energije in četrtič je zrak, ki ga izmenjavaš in ki prihaja iz zunanjosti v hišo, je prefiltriran. In to za G7 filtri, ki so tudi seveda zato vgrajeni, da zadržijo vse te prašne delce. Kadar pa govorimo o nekih posebnih željah strank in so težave v družini z alergijami in podobnimi zadevami, takrat pa ima vsak možnost naročiti G9 filter, ki pa seveda zadrži vse te, sledi peloda, alergenov in podobnih težav, ki se pojavljajo občasno, sezonsko ali pa kako drugače, in sistem omogoči, da vsaj v svojem domu svobodno diha, nima alergij, ni zatečen in tako naprej. Kaj pa za nas, ki imamo doma take in drugačne 4 tačke? Ja, vse veste, zadeva je zelo podobna. Pri 4 tačkah je pač, še toliko več nekih posledic, neke dlake, tudi tudi vonja in podobno. Vse to si človek želi, da bi imel psa pri sebi, hkrati pa ne želi, da bi bilo kaj zaradi tega slabše. Zdaj prezračevalni sistem po domače povedano ves slab zrak odvede iz bivalnih prostorov in istočasno privede svež zrak. In ta kontinuirana izmenjava je ravno zaradi tega, da se nikoli zrak ne nasiči, ne smrdi, ni zasičen z strupi, ki izhajajo iz raznih materialov, stenskih barv, tepihov in podobno. In ti odvedeš ta zrak ven, dovajaš novega in ta proces poteka podobno kot pri človeku. Se pravi, mi pač pravimo, da objekt mora dihati. Ker če bo objekt dihal, govorimo o zdravi bivalni klimi in zdrava hiša posledično zagotavlja zdrave stanovalce. In to je tudi seveda želja vsakega, da živi v zdravem okolju, da bo lahko zdrav. In to je ključni namen, zakaj bi si jaz recimo danes zgradil prezračevalni sistem. Poleg vseh ostalih prednosti, kot je nižja poraba energije, kot je prefiltracija zraka, kot je recimo izkoristek temperature, da bom prihranil nekaj denarja, vse to je pomembno, ampak najpomembneje je pa zdravje. No in pri vsem tem moramo povedati, da vedno skrbite za to, da so vaši prezračevalni sistemi tudi cenovno ugodni, da si jih lahko privošči čim več ljudi, kljub temu, da so res visoko kvalitetni. Ja, naša želja je bila vedno, da bi ta produkt približali široki množici ljudi, tudi tistim, ki nimajo ne vem kako velikih finančnih potencialov. In jaz mislim, da nam je to uspelo. Mi nemalokrat najdemo zelo, zelo ugodno rešitev tudi za ljudi, ki si ne morejo privoščiti sistema z rekuperacijo. Imamo najmanj 36 različnih produktov, ki omogočajo uspešno prezračevanje z mogoče malo manjšimi energetskimi izkoristki, mogoče z malo manjšimi potenciali, mogoče so 20% glasnejši, ampak se da za dosti manj denarja priti tudi do neke rešitve, ki bo ta glavne probleme v hiši ali pa bivalnem okolju odpravila. In vedno gremo stranki naproti in naša želja je, da vsak, ki se obrne na nas, dobi ustrezno rešitev za čim nižjo ceno, seveda v okviru tega, da lahko mi se razvijamo, da lahko gradimo posel naprej in da imamo tudi zadovoljne in dobro plačane sodelavce, ker si to zaslužijo. No, jaz vas spremljam že nekaj časa in dobila sem občutek, da ste kot ena velika družina v vaši firmi, če lahko tako rečem. Se vam zdi, da je tudi to ključ do uspeha? Ja, smo kot ena velika družina, ampak pomembno je, da izpostavim, kaj je razlog, da smo uspeli, ustvariti tako vzdušje in tako klimo v podjetju. Tu ima največ zaslug moja žena Damjana, ki je sociologinja in se ukvarja z medsebojnimi odnosi, z zaposlovanjem, z
izobraževanjem sodelavcev in tudi ozaveščanjem o tem, kaj je pomembno, da smo na koncu konca lahko uspešni in vsi zadovoljni. In to je uspela in vsem nam je uspelo, da najino prepričanje, ki temelji na tem, da je pomembno, da delaš nekaj dobrega, da je v bistvu to naše poslovna pot je v bistvu skrb za dvigovanje kvalitete življenja slovenskih domov. Pomembno se mi zdi, da posel gledamo kot poslanstvo in s tem smo uspeli okužiti tudi vse naše sodelavce. Od prodajnih inženirjev pa vse tja do skladiščnika in vsakega, ki je zaposlen v našem podjetju, se mora zavedati, da je vsak proces pomemben, doprinese svoj delček mozaiku cele skupne zgodbe, ki mora biti takšna, da ljudem rešimo njihov problem profesionalno, kvalitetno in na dolgi rok. In to so ti ljudje sprejeli, se naučili in ko ti to uspe, takrat je potem denar, dobre plače in tudi neki dobički samo posledica tega dobrega dela. So še kaj pozabila danes povedati našim gledalcem? Nič, želim jim obilo svežega zraka, veliko zdravja in čim več veselja, ker tudi veselje je tisto, ki doprinese k temu, da se boljše počutimo. Hvala lepa za vaš čas in uspešno še naprej. Hvala za povabilo.